ki ti rečejo, imaš multiplo sklerozo, jaz sem začel takoj razmišljati, pa zakaj se zdaj to meni dogaja, ne? Kaj sem jaz narobe naredil, da je prišlo zdaj do te bolezni, a ne? In polh nekih vprašanj sem imel, kaj bom zdaj počel v življenju naprej, a ne? Vsi so imeli polh enih idej, kaj bi, a ne? Jaz sem imel pa polhno glavo, nisem mogel hoditi, se mi jih ni dal poslušati, so mi šli na živce vsi, ki so mi hoteli kaj svetovati, a ne? Razdražljiv sem bil čist. Po, ko sem pa to začel razmišljati, a ne, kaj bom naprej, sem rekel, nič, plezati bom začel, bom začel, delati bom že spet nazaj začel, a ne, sem nek smisel našel in potem sem šel plezati prvič, se spomnim po enem letu, neke lahke smeri, noge so se mi tresle, kakor se je dal, samo meni je bilo najbolj, samo da lahko gor na opičenco lezem, a ne. Če ne bi bilo v tej bolezni, sigurno ne plezam to, kakor zdaj plezam. Tako da jaz sem po eni strani čisto hvaležen, da sem dobil to bolezen, ker sem svoje življenje malo spremenil zaradi tega, ne, ker drugače ga sigurno ne bi. Tako da zdaj uživam. Za naprej plani so plezati. Imam tule odzadaj za mano toliko enih planov za splezati, enih ciljev, pol tekme tudi še, zdaj tekmujem v paraplezanju, a ne. Letos so nam zaradi virusa vse tekme skenslali, tako da letos ni nič, imam tule v skali cilje. Drugače je pa plan, da sem svetovni prvak enkrat, a ne, že drugo leto bilo fajn. Jaz bi svetoval, da zdravniku zaupate, ker mene je na koncu naš zdravstvo na noge postavil, nobene alternativne oblike me niso, tako da zdravniki vejo, kva delajo za to bolezen pri nas, a ne. Pa vsak posebej naj razmisli, kaj si želi v življenju narediti sam s sabo, a ne, v katerih stvarih je dober, katere stvari ima rad, pa naj te stvari dela, pa teh stvari se naj drži, a ne. Da bo užival, pa da bo imel prijatelje zraven sebe, ki mu bojo ob strani stali, pa naj se smeji, pa bo hvaležen za to, da lahko živi.